Dober dan in dobrodošli nazaj v My Summer Car. Prejšnjič sem porabil 20 ur, da sem se malo podočil v tej igrci in moj cilj je bil, da sestavim avto. In koliko avta sem sestavil? Nič. Večkrat sem umrl in po vsaki smrti moram začeti znova in zgledalo je brezupno. Samo v svojem zadnjem poskusi sem preživel kar nekaj cajta in zaslužil nekaj denarja. Tako da danes imamo dejansko zelo dobre pogoje, da sestavimo ta avto. Sam najprej moram urediti še par stvari. Prva stvar, v moji hiši ne dela voda. Mislil sem, da sem preprosto pozabil plačati kakšen račun, samo izkazalo se je, da edini račun, ki ga nisem plačal, je bil račun za telefon. Sreče, meni ne dela voda in jaz ne vem zakaj. To je kar tak velik problem. Sam mene z nekim razlogom tu ni ustrašilo, jaz sem preprosto šel v garažo in začel s sestavljanjem motorja. In kadar sem bil žejen, sem preprosto popil tu neverjetno pijačo. Zdaj, o motorju bom malo kasneje, samo vse, kar rabeste vedeti, je, da jaz to delam brez tutorialov. Jaz sem hotel sam to sestaviti. Ker mi očitno ta igrca ni bila dovolj težka, sem se hotel še malo težiti. V glavnem, pijače mi je počasi zmanjkavalo, tako da sem se končno odločil pogruntati za kaj ni vode. In gotovo sem dve stvari. Da so mi crknile varovalke in da je moja hiša grozno neumno povezana. Zato ker umrli so mi varovalki za garažo in za kopalnico. In z nekim razlogom je tu onemogočilo vodi, da pride v kuhno. Kdo je tu zvezal in zakaj je vse v finščini? Aja. No, odpravil sem se v trgovino, kjer sem kupil nove varovalke in normalno špežo in tudi v tu kanto sem si natankal dizel. Zato ker v tej igrci lahko ti neseš samo eno stvar posebej. Kar pomeni, da traja dolgo cajta, da ti karkoli kamorkoli prineseš. Zato bom jaz naslednjič prišel v mestu s traktorjem in prikolico, da bom lahko vse naložil gor in še zmeraj bo najbolj trajalo več cajta, sam mislim, da bo vredno. Zamenjal sem varovalke in voda je začela teči. In v tem trenutku sem imel jaz vse, kar sem rabil, da sem nekaj cajta jaz lahko tle preživel popolnoma brez skrbi. Tako da jaz sem šel v garažo in začel sestavljati motor. No in zdaj, po več urah sestavljanja, motor še zmeraj ni sestavljen. Jaz sem grozno vztrajal brez tutorialov in dejansko se mi zdi, da sem sestavil kar dosti. Samo vem, da ni prav. Nisem porabil vseh kosov in ker sem začel s sestavljanjem podvozja, sem preprosto obupal. Bil je že petek in jaz sem požrl vso hrano, kar sem imel na zalogi. Zato je bil spet caj, da grem v mestu. In tokrat sem se odločil, da bom šel s traktorjem, kot sem prej rekel. Samo izkazalo se je, da tu ni bila najboljša ideja. Tu je bila obupna ideja. Ne samo, da so ceste puhne idiotov, ta traktor je toliko počasen, da ker sem prišel v mesto, je bila že tema. In trgovina je bila zaprta, zato sem mogel celo noč čakati, da se upre. Zjutraj sem kupil, kar sem rabil in sem se odpravil nazaj. In če pogledamo tiste moje življenjske metre, vidimo, da imam žejo in hrano pod kontrolo. Sem pa pod stresom in zaspan, kar pomeni, da sem vsake toliko cajta na cesti kar zaprl oči in končal v hrapi. Čeprav zato je v bistvu kriva zaspanost. Stres, tu ni še nobenega obilu. Ustavili so me tudi policaji in preverili, če sem trezen. In seveda, ker sem tako dober zgled, sem bil. Samo od tle naprej se bojo dogajale take stvari, zaradi katerih se meni zdi, da sem mogoče edini. Ok, ja le, tam imaš enega, kar dela probleme. Nasvidenju, policaji. Moje stvari so še, ne? Ki so moje stvari? Tipo je zbil policaja, oba Stari, ti ne vidiš tega? Tipo vam je zbil oba policaja in ki so moje stvari? Ok, so tle. Čakaj, špeže. Kaj je z vami? O, jaz sem zdaj zaspal. Kaj je tu za ena situacija? Ja, kaj se tle li kar zgodilo? To so vsi, ne, ej. Jaz moram sestaviti svoj avto in se preseliti v daljne kraje. Ne! Kaj se tle dogaja? Hvala Bogu. Ja, in ti ta dva tvoja prijatelja bo sam pesto tam? Ljudje, jaz ne vem, kaj je tam, dobro. Ne, ti se moraš ustaviti. Ok, dejansko, meni se je tu končalo dokaj dobro. Ne tredi na prvo. Jaz vaju bom oba lepo preketal. Ne!
Kje je tle? Dva policaja sta mrtva. Vsak avto se ustavi in noben nič ne naredi. Jaz tudi nekaj ne vem, kaj naredim. In vsak avto me zbije. Hrana je še noter, pijača, ok, pijača imam tle. Sad, dajme domov, to je prehudo. In kaj prej nisi znal preheti. Zdaj izgleda, da nimaš problemov s tem. O, ne. Kaj je to? Ok, gremo naprej. Kuda se tam ni ne zgodilo, dajmo samo ignorirati. O, redi bo. What the hell? Lahko jaz to prevrnem. Jaz bom še Ne. Prosim, nehaj. Prosim. Ok, hrana je še noter, to je važno. Jaz bi mogel jeti z ladjo. Zakaj ne sem šel z ladjo? Veš, koliko problemov bi se rešil. Ok, zdaj samo moramo ne prbiti vsa krelja avtoka premili. Ne. Ok. V redu. Oj, satana! What? Kaj? Umrl sem. In vem, kaj se vam zdi, Nalko, ki je tu sploh vredno, ki ni boljši, da sam nehaš in greš narediti 20 Minecraft Survival epizod. Ne! Jaz bom to naredil. Sam par stvari je treba spremeniti. Začel sem znova in izklopil sem permadeath, kar pomeni, da se lahko respawnem. Tudi odločil sem se, da bom pogledal par tutorialov in sestavil sem nov načrt. Začetek tega sveta sem tudi streamal in zato, ker se mi zdi, da je stream precej zanimiv, ga ne bom spoilal. Vse, kar rabite vedeti, je, da sem šel v trgovino, naredil mesečno zalogo špeže in kupil sem še vse dodatne stvari, ker jih bom rabil za avto. In mogoče najbolj pomembna stvar. Kafečk mi je povedal, da če pritisnem tipko R, lahko dam traktor v višjo prestavo. In gre dejansko hitro. Edina stvar, ki mi zdaj še manjka, so gume. In te moram imeti ukraditi v neko zapuščeno hišo. Ok, veste, kaj bom jaz naredil? Namesto da grem s traktorjem, ki bom šel z ladjo, zato ker mislim, da lahko jaz tle grem po tebi rejki in pridem glih to, do te točke. Pijača, hrana, benzin in kladivo, to je vse, kar rabiš v bistvu. Imamo vse, upamo, da imamo vse. Nekaj v to smer, v bistvu ne vem spet točno kam. V najslabšem primeri bom sledil obari do reke, ma mislim, da je približno tako v to smer. Kaj je tu mogoče? Zgleda, kakor da gremo bolj noter, ma nisem 100%. Ja, mislim, da je tle. Vidim, kako so drevesa tam bolj od zadaj. Ja, tu zgleda. Ja, tle. Vidim vado tle. Ja, evo, najdu sem. Mislim, da se spomnim nekega pomola, tako da sem tam ustavil, če bo. In pol glih tam neki mora biti ta hiša, sej pač približno vem. Ja, gledi to. Most, čez ta most moramo jeti. Evo, to je pomol. Tako. Dejansko bolj perfektno ne bi upal narediti. Ok, razbita hiša. Danes se mi pa ne more skriti. Op. In podaril sem vrata. Ok, se reče, tle gor so gume, sam tle gor je tudi neko oasje gnezdo. Evo ga. In jaz moram paziti, da ne razjezim vas. Vem, da sam moram se nekako splaziti okoli njih. Tam zadaj so gume. Ali to je prav širšenje gnezdo, ne vase. Ok, v redu je. V redu je, preživeli smo. In zdaj imamo gume, lahko to vržem kar skozi okno. Ja. Imamo gume. Je tle še kaj? Lahko grem zdaj dol? Lahko grem to ven. Jaz bi šel reči skozi to okno, če se da. Dejansko lahko. To je bilo zelo fajn. In zdaj nesemo lepo vse te gume mi nazaj in tudi moram se spomniti priti po kladivu. Ali bi kar po rolu. Ja, dajmo kar po rolati se po hribi. Ja, kar zarolete se dol po hribi. Leto, leko grejo.
In zdaj pa vržemo tu na ladjo in peljemo domov. In mislim, da lahko dejansko mislim, da imamo vse, kar rabimo za sestaviti avto. To je to, kar smo rabili, zdaj pa res lahko gremo. Satana, satana. Evo nas doma. In zdaj gremo isto kot prej, sam mečeš stvari naprej. Čak, čips, kaj je čips? Pismo, daj sem mogel zjebiti čips. Joj. In doma smo, imamo gume. In zdaj pa lahko končno začnemo z grajenjem avta. Sledil sem tutoriali in prvi korak je bil podvozje. In ne bom šel v pregloboke detajle, zato ker če bi, smo lahko tle do jutre, zato bom sam pojasnil po youtubersko. Priklopiš ogrodje, na ogrodje priklopiš vse drugo in na vse drugo daš gume. Voilà! Sam ne zadobivati kakšnih idej, samo tu mi je vzelo pol ure. Kljub temu, da gledam tutorial, moram še zmeraj vsako stvar dati na mestu, kar ni zmeraj najlažje, in vsako stvar zašraufati z vsaj 3 šraufami, in tudi ne omenim, da imamo 10 različnih velikosti šraufov in za vsakega svoj ključ. In če nima zraven tutoriala, moraš dejansko provati vse možne kombinacije. Jaz sem imel v plani sestaviti kar cel avto, jeti na en grind in sam sestaviti avto do konca, samo dobil sem en klic. In klical me je tisti majster, ker hoče lejs. In jaz v temu sveti nisem še nič zaslužil. In vem, da bom denar rabil. Zato sem sprejel. S traktorjem sem šel do lesa, perfektno rekvercal noter in na polno prikolico z lesem. Nisem ga pa še odpeljal, zato ker buje petk in vedel sem, da če grem med vikendom, me bojo zbili reli avti, in ker se mi ni medilo, sem se odločil, da bom les odpeljal v ponedeljek in bom med vikendom rajši končal avto. Naslednji korak, motor. Tako, tu prišraufaš. O, in tu je tu. In zdaj moramo tu nekako mi naštelati to, da gre v avto. Aha. Aha. Ja, okej, tu zgleda dokaj idealno. Zakaj neče bolj? Kaj se tle zatika? Mal nazaj, mogoče mal nazaj. Ja. Tako, in tu mora iti zdaj dovolj dol, da se tle pokažejo neki šraufi. Zdaj je bilo res fajn, da bi jaz malo bolj videl. Spravi tu dol. O, evo, šraufi so se pokazali. Tu prišraufe. Ne mi zdaj skakati. Mislim, da zdaj sem prišraufal. Motor v avto, kaj govorim. O, ja, in gledaj, zdaj je tu spestilo. Motor je v avto. V avto sem naredil še zadnjih par stvari. Priklopil sem te cevi, prišraufal hladilniki na vzpuh, porihtal notranjost, luči in avto je izgledal že končan. Edina stvar, ki zdaj še manjka, je elektrika. Tu se ti mora tle narisati F, in pogreš tle do tega in F. Zdaj je tu povezano se, če zdaj lahko je spet tu dosežem F in luč F. Jaz zrem savno. In spet je začelo, veš, jaz zrem savno, da nas zakurim hiše ali kaj tazi. Počakamo malo v savni, da neha pada deš in take fore. In jaz zrem na WC, kakor ponovadi. Ne bi smel jeti na WC medtem, ko sem v savni. Ojej. No, zdaj fajn, zelo fajn, da nisem spet na permadet. Ker zdaj, če bi bil na permadet, bi bil konc. Zdaj pa ne vem točno, kaj se bo zgodilo. Samo pač sem zmeril, na pokapališči se responiš. Ja, pač čakamo bus. Se reče, jaz bom ob 10:30 bom na postaji in pol moram priti še domov.
Ola. Ja samo moram poskrbiti, da ne zgrešim postaje, ker malo je temno. Tako da obstaja možnost. Ampak prav bom poskrbiti. A zdaj gremo čez most. Čakaj, smo šli že v lope, jaz se ne spomnim. Oj. Vlak. Čakaj. Okej, rek sem mu ne ustave. Sam ne vem, če je tu moja postaja. Čak, ne vem, če je tu moja postaja. Boš ti počakal? Čak, lahko sam počakaš, da pogledam. Ne, okej. O, ne, sem šel jaz predelč. Ojej, kje sem jaz? O, bus. Wow. Kaks viis. Gremo domov. Glavno, jaz ravno hrano je ravno var. Perkele, mikä taas apinota teillä satana vittu Ojej, Vittu eden je zbil losa. In tam je eden prbu. Da je peli, sam ne povazi tizga, ker pol ne bo šlo naprej. A že vidim, da je povazil, zdaj bo vam povazil. Joj. No dobro, se gre. Ojej. Kakšne so. Ojej, ste potretan, lačen in zdaj še žejen. Jaz bom tako umrl. Kje je ta ovink? A zdaj smo že v onom ovinki? Čak, jaz ful ne dobro sledim temu. Okej, želej. Čak, zdaj hodam mimo nekih kmetij. Čak, kje so te kmetije? Čak, smo šli mi že mimo prve železnice? Ja, jaz mislim, da zdaj smo že v ovinki. Se reče, zdaj tle je naslednja postaja. Stop! Sorry, da sem malo kasno pritisnil to tipko. Sorry, mož. Hvala za vožnjo. Če jaz preživel to pot... To je kaj mi čez. Aja, da si reli. Še reli je. Čakaj. Evo, tam je križišče. Jaz dejansko pridem do doma, brez da umrem. Tu. Bom zelo pred... Vidim, je moja hiša, tisto ni še moja od soseda. What? Jaz ne hrane zdaj več. Čak, hladilnik. Ne, hladilnika ni več. Jaz bom umrl. Mene je zagorela hiša in bom umrl. Čakaj. Kako sajta se hodil. Hiša bi se zagorela.